En lep pozdrav vsem skupaj, ponovno se vam oglašam, Kristi Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše, in ker je ponovno eno tako fajno obdobje za učenje, kaj ne? Res je fajn in zanimivo. V zraku se mi je zdelo, kaj pa če bi vam jaz pripravljala ponovno neko luštno učno vsebino, da boste lažje hodili čez preizkušnje in karkoli se vam že dogaja. Moram reči, da vse te vsebine nekako najbolj inspirirate ravno vi, z vašimi vprašanji, z vašimi zgodbicami, in tudi tokrat ni bila nobena izjema. Skratka, danes sem se odločila, da se bom dotaknila ene take zelo zanimive teme, in sicer o prepričanju ali pa splošnemu mnenju, kakorkoli že, da z brskanjem po sebi narediš težave. Z brskanjem po sebi narediš težave. Kristi, ali je to res? No, zdaj pa ne povem, kaj najbolj inspirira ljudi, da se vprašajo kaj takega in da mi postavijo kakšno takšno vprašanje. Ponavadi se to zgodi, ko nekdo začne ali meditirati ali hoditi na duhovne tečaje in pride vas v nekih takih občutkih zanimivih domov, pa mu doma rečejo: "A ne hodiš ti na duhovne tečaje, a ne ti zdaj mogla biti razsvetljena, saj si še bolj razštelana, ko si bila." No, skratka, in zdaj bi jaz rada odgovorila na to in majčkan potolažila, dvignila, kakorkoli že, tiste, ki veselo brskate v tem obdobju po sebi, ali vsi tisti, ki še razmišljate, da boste brskali po sebi, zato ker enostavno čutite, da je treba nekaj spremeniti. No, pa se dajmo obesiti zdaj na to. Če začneš delati na sebi, brskati po sebi, a se res začne zdarja. Tako ljudje rečejo, to ni moj izraz, okej? Ja, se začne, definitivno se začne. Začnejo se marsikatere preizkušnje, lahko si še bolezen, kot si bil prej, lahko se počutiš v enem trenutku, da je vse skupaj še bolj zmedeno, kakor je bilo prej, pa tako naprej. In seveda, dragi moji, ko ti enkrat ugotoviš, kaj vse imaš znotraj sebe, to ni zdaj glih nek Luna Park z bleščicami pa neko veselo pesmico, ko se skupaj obrača, Jaz se spomnim, ko sem prvič začela brskati po sebi, do tistega trenutka sem samo vedela, da nisem v redu, potem sem pa ne samo, da sem vedela, da nisem v redu, ampak sem tudi vedela, zakaj nisem v redu, vedela sem, kakšno je bilo moje otroštvo, zavedla sem se, kaj vse se mi je zgodilo. In poleg tega, samo da nisem v redu, sem zdaj vedela še 1500 drugih stvari, ki mi je potrjevalo, da v bistvu sploh nisem v redu in da sem manj v redu, kakor mislim, da sem v redu. In več ali manj ljudi čutijo enako. In ko začne to prihajati na plano, je to toliko tečno, je to toliko zoprno. Tako da ja, definitivno, če boš začel brskati po sebi, boš marsikaj našel, in v tistem trenutku pač ti ne bo lahko. Ja, tako da vsi tisti fantje, ki te punce hodijo k nam, pa govorite, da so zdaj zmešane in da smo jim pri nas oprali možgane, no, malo smo jim res, ja, definitivno je to tako. Vaše punce so v taki fazi, zato ker so k nam prišle. Ampak, zakaj pa so k nam prišle? Zaradi tega, ker niso bile srečne, zato ker mi je nekaj falilo, zaradi tega, ker dajmo se zavedati, nihče ne gre v duhovno rast ali pa brskati po sebi, zato ker se en dan zbudi in pogleda okrog in reče: "Wow, jaz sem pa toliko srečna, to je pa vse toliko dobro, kaj pa zdaj naredila iz sebe?" Mislim tako, da li sem ja normalna? Razumete? Štekate, ni to tako. Ni to tako, da se človek en dan zbudi in reče, da bo šel brskati po nečem samo zaradi tega, ker mu je preveč lepo v življenju. Ljudje grejo brskati po sebi zaradi tega, ker čutijo notranji vzvod, ki je toliko močnejši od njih, in ta notranji vzvod govori: "Ti pa v bistvu nisi v redu." Kot to si treba priznati in takim ljudem pomagati in stopati ob stran. Ko ne kažete s prstom na nas, nismo mi krivi. Dobro, zdaj smo ugotovili, zakaj ste začeli brskati po sebi. Zaradi tega, ker pač nekatere stvari so pač take, ki so, čutite, da rabite spremembo, da čutite nekaj boljš.
In kje boš začel drugače brskati? Ljudje ponovno začnejo brskati pri drugih ljudeh. Ta je kriv, on je kriv, Janko, Branko, Metka, Cvetka, vsi so krivi, samo oni niso krivi, ne? Doskrat. Ampak dejstvo je, da vse, kar smo si v življenju napletli na glavo, je bil naš lastni izbor. Dušni, karmični, osebnostni, duhovni, rečite temu kakorkoli želite. Dejstvo je, da smo se vse skupaj izbrali, zato da se bomo brusili, zato da bomo rastli. Ne vem, zakaj ima naša duša take lude ideje, ampak dejstvo je, da jih ima. Je pa res, da ko pobrskaš po sebi in ugotoviš, kdo si in kaj je tvoj potencial in kaj so tvoje resnice, so nagrade zelo, 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 zelo velike. Zaradi tega se gremo v ta šov. Tako, ne tako, če ste se kdaj sprašvali, zakaj se gremo v ta šov, zaradi tega se gremo v ta šov, ok? Tako da, ja, če vas v zadnjem času prime, da bi meditirali, da bi brskali pri sebi, je to zaradi tega, ker čutite, da je nekaj več, da hočete nekaj več od življenja in prav je tako in jaz vas definitivno spodbujam, ok? Zdaj pa, zdaj vam dal pa še majčkan, vam bom dala neke tehnike oziroma bi vam rada predstavila en princip, katerega sem ugotovila pri svojem delu, da ljudje čist ne razumejo, To pomeni, kako uspešno brskati po sebi, zato da se bojo tvoje rane iz preteklosti zacele hitreje, da se ti bojo umaknile preizkušnje, težke okoliščine, hladni odnosi, kakorkoli že. V bistvu, katera je ta 3-stopenjska metoda, po kateri bi vsi mi mogli delovati zaradi tega, da bi lahko zmanifestirali rezultate, ki si jih želimo. In ponovadi, kar si želimo, je zadovoljstvo v življenju, želimo si sreče, želimo si zdravja, želimo si vse živo. Kako dejansko nekako prideti do tistih okoliščin in tistega sveta, ki bo za vas predstavljal tisto, kar vi okronate za srečo. Zdaj bi vam tukaj res, tole sicer ni težko za razložiti, pa ni težko za razumeti, pa mogoče majčkeno težje osvojiti v praksi. Zato me zdaj pač dobro poslušajte, pa majčkeno boste potem tudi doma o tem razmislili. Kar ljudje počnejo je, da ponavadi svojo srečo in svoje zadovoljstvo definirajo iz tega pola, kaj se dogaja od zunaj. To pomeni, če bo moj partner v redu do mene, če bo otroci prijazni, če bo moja služba ok, moja šefica ok, potem sem jaz v redu in pa če sem jaz v redu, takrat sem tudi pripravljena, ne vem, ali meditirati, se sproščati, kakorkoli že. To pomeni, da ljudje delajo to iz zemeljskega sveta, vse, kar se dogaja, preslikajo noter na sebe in to jim definira tudi tako duhovno počutje, zadovoljstvo in tako naprej. Torej, gre se takole. Joj, napačen vrstni red, dragi moji. To ne gre nikoli tako. In ogromno ljudi, ogromno število ljudi deluje ravno tako, iz tega principa. Vi, če hočete, da vam bo življenje res funkcioniralo, če res si želite, da boste prizemljili tisto, kar boste vi okronali za zadovoljstvo, potem ne gre tako, ampak gre takole. To pomeni kaj? To pomeni, da gre po principu, da mi smo najprej bili neskončna duša, potem smo šli v inkarnacijo, dobili telo in z našim telesom v kombinaciji z dušo smo zasidrali naša prepričanja in naše izkušnje. Razumete? To je že od rojstva to tako. Torej je šlo na tak način. In zdaj, če ti hočeš, da so te končne, te okoliščine in to ok, moraš iti po istem principu, s katerim si ti prišel na planet Zemlja. To pomeni, da moraš uporabiti svojo duhovno povezavo, zavedanje o tem, kdo si, svojo zavest, jo prizemljiti v svoje telo v kombinaciji s tvojim karakterjem, s tvojim egom, kakorkoli že želiš, osvojiti v notranjem svetu in ko boš ti v svojem notranjem templju to osvojil, potem bo šlo ven na tvoje okoliščine, odnose, vse, kar je zunaj tebe. Razumete? To pomeni še enkrat, od zgori preko mene na ven in ne obratno. Preveč je ljudi, ki jih zunanji svet vodi, a ne, to pomeni, če bo zdaj nekdo v službi dobre volje, bom jaz tu dobre volje, pa potem bom mogoče uspela verjeti, da so kakšni angeli ali pa da je življenje lepo. In
to pomeni, da te bo ves čas življenje vodil samo od sebe, oziroma več ali manj te bo vodila zavest oziroma obnašanje drugih ljudi, kar pa ni preveč pametno, zaradi tega, ker vsak dan ne boste vedeli, kje ste, vsak dan ne boste vedeli, ali si vi želite izkušati tisto, kar se dogaja v tistem trenutku, ali ste se samo prepustili drugim energijam. In verjemite, komu to ne bo všeč, vaši duši. Zaradi tega, ker je prišla sem za sebe, prizemljila je v sebe, v nekem telesu in želi si svoje izkušnje. Zato vam predlagam, da majčkeno vrnete vrstni red in ugotovili boste, da je to veliko bolj pametno. Jaz vam res predlagam, da mi zaupate. Upam, da vam je to pomagalo. V tednu, ki se sedaj bliža, zdaj bomo prihajali do portala 1010, ki je karmični portal. Najbrž ste o tem že kar veliko brali, veliko se teh karmičnih preizkušenj dogaja, veliko je težnje po tem, da notranje ugotovimo, kdo smo, kaj smo s sabo prinesli na planet. In mesec oktober je na splošno mesec ukvarjanja s podzavestjo in svojimi lastnimi resnicami, kar bo dejansko ta portal 1010 nekako tako najbolj nas vlekel v to. Tako da definitivno v tem mesecu da si želite majčkeno okolico dati na mute, to pomeni naj malce utihne in se spraviti vase, pogledati svoje prepričanja in delati na tem. Okay? Jaz pravim, da je pač nekaj časa brskati po sebi, pa tudi če malo boli, veliko boljš, ker pa celo življenje biti nesrečen. Samo moraš zbrati pa voljo, ne moraš dejansko reči, ok, bom naredil konkretno delo, zaradi tega, ker glejte, jaz drugače nimam osebno nič proti tem tehnikam, ki afirmiraš, koliko si fajn, koliko je življenje lepo, kako zaupaš in bo vse ok. Če vam to funkcionira, slobodno, razumete, pri meni pač ni bilo tako. Jaz sem si lahko 1000-krat ponavljala, koliko si fajn, koliko si lepa, koliko si ne vem kaj, koliko bo meni se ratal. Meni nič ratal. Meni je bilo še bolj grozno, zato ker sem točno videla, nisem ta oseba, ki si afirmiram, da sem. Potem sem šla pa pogledat in sploh nisem afirmirala nič in nič si nisem potrjevala in nič nisem bila najboljša, ne vem kaj, ampak sem šla sam pucati vse, kar se mi je zgodilo do tistega trenutka v mojem življenju in potem so dejansko ta fajn prepričana prišla sama od sebe. Tako da, to je to, upam, da sem vam dala malo motivacije, da boste zagrabili to jesen, da boste opravili delo na sebi, zaradi tega, ker si zaslužite imeti življenja, ki si jih želite živeti. Ne? Skratka, vsi unika veste, da jaz zdaj govorim resnico, a ne? Za unika vam je šlo to na živce, boste vse skupaj izklopili, tako da, ne? Vsi unika ste pa nadaljevali zdaj do te točke, a ne? Lahko sem jaz tudi vaša učiteljica, ne boste verjeli, da sem veliko enih preizkušenj dala v življenju čez, zato najraje imam tečaje, ki brusijo, ki okoli obračajo in tako naprej. Tako da ta teden, ki prihaja, bom z vami delala cel vikend. V soboto prihaja tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. To je šele brskanje na sebi, a ne? Imam samo še 2 prosti mesti, kar je definitivno potrditev, da ogromno ljudi ve, o čem zdaj govorim. Tako za tisti 2 osebi, ko boste zdaj začutili, hitro se prijavite na www.potovanjeduse.si. Za vse one, kar rabite pa najprej umiriti sploh to kaotiko modernega sveta, kar rabite samo meditirati, kar rabite, da vam neke lepe zen metode predam, da se boste najprej umirili, preden boste lahko slišali sebe. Imam pa v nedeljo tečaj zen meditacije. Ogromno imamo lepih dogodkov, ki zdaj prihaja v oktobru. Mihael ima tudi zelo lepe dogodke, pa za samozavest, pa za principe obilja, finančno dimenzijo in tako naprej. Poglejte si na naši spletni strani. Moram reči, da zdaj nas sam še par dni loči nova spletna stran, potovanjeduse.si bo prišla, tako da nas spremljate. Hkrati bo pa Mihael napovedal eno presenečenje, svojo novo spletno stran, ki bo imela ene take posebne zgodbe in še več učnih vsebin za vas. Zato nas nikoli ne pozabite spremljati. Fajn brskite po sebi, to vam definitivno želim ta teden. Hvala, ker ste z nami, želim vam vse lepo in adijo!